Will you put your hands down? Put your head up, play! Doncic, step back three, high arcing shot, he banks it in! Oh, Luka Doncic, such a clutch three-pointer. Luka using the Powell screen, a hesitation, the drive, pick, three, got it! Oh, one touch, and what a finish! Doncic saw it when no one else did. Doncic, you bet! Oh, what a pretty step back. Beautiful crossover. Luka got it! Lillard is down the lane with authority. Doncic, he got it! Doncic makes it rain. It is an 8-0 run by Mr. Luka. Jojo Marko, živo pozdravljen, kako si, kako gre, lep pozdrav Celje, seveda je na tvojem koncu tudi tako mrko in mrzlo kot pri nas v Ljubljani. Zdrav Matej, ja super sem v nasprotju z vremenom, ki je takšno, kot si omenil tudi v Celju, tako da smo kar dobro izkoristili ta čas, da snemamo podcast, boljše biti doma kot v tašnem vlažnem, mrznem vremenu zunaj. Res je, hvala, da si lahko tudi vzel čas. Vem, da tega nikoli ni dovolj. Pogosto rad rečem, da če bi imel dan tako 36, recimo 40 ur, potem bi verjetno lahko naredil vse, kar hočem, vse, kar želim, pa zraven še odspal tistih 8-9 ur, ampak ja, kako že pravi ameriški pregovor, bomo spali, ko bomo podrušali. In dajva kar na temo podcasta, na tisto, kar zanima poslušalce, analiza tekme New York Knicks Dallas Mavericks, ki je povedala tudi nekaj o stanju Mavericksov v tej sezoni. Take analize bomo letos delali večkrat po večjih, pomembnejših tekmah. Tudi v preteklosti smo jih že, ne samo po tekmah Dallas Mavericksov, tudi Dragićevega Miamija ali pa slovenske reprezentance, košarkarske in nogometne, lahko pogledate v našem arhivu na Sport.info.si YouTube kanalu. In pa preden začnem, bi vas seveda zaprosil, če se lahko naročite na naš Sport.info.si YouTube kanal, kliknete ikonco naroči se in potem se vam pojavi zraven zvonček. Ko pa kliknete še ta zvonček, boste pa dobili obvestilo o vsakem novem podcastu, o vsaki novi analizi po tekmah. Če bo čas, tudi morda večkrat na teden, zagotovo pa večkrat na mesec. Poleg Sport.info.si YouTube kanala se pa lahko naročite tudi na naš Sport.info.si SoundCloud ali pa Sport.info.si iTunes kanal, tudi tam smo dosegljivi, tudi tam so všečki, komentarji, ocene, vse to je zaželeno in za vse to smo vam hvaležni, ker nam pomaga pri večji opaznosti. Tako Marko, zdaj pa, da res ne bom več zgubljal časa s tem, kar ne zanima naših poslušalcev, podiva na analizo tekme Dallas Mavericks, New York Knicks. Vroče gostovanje Dallasa v New Yorku. Take a look at what the industry did to me. I was drinking Hennessy and then I had an epiphany. Got me thinking I should kill him and I'm saying it literally. Middle fingers to my enemies, I'll give him this energy. Ja, Marko, ponavadi začnemo s kakšno izjavo po tekmi, s kakšnim komentarjem. Tokrat pa glede na to razžarjeno atmosfero v New Yorku, mislim, da je bolje, če bi začeli z malce drugačnim posnetkom, ki verjetno najbolje odraža peklensko vzdušje v Madison Square Gardenu sinoči. Ob povratku Porzingisa, ki je zdaj v New Yorku postal dežurni krivec za vse težave, čeprav so na tekmi imeli ljudi, ki so seveda pa res krivi za kaj takega, ampak navijači so ves svoj bes in gnev zlili na KP-ja, pa si poslušajmo kako. Number 77, Luka Doncic. From Stanford, number 7, Dwight Powell. And holding up 7-3 from Latvia. Number 10, Dorian Finney-Smith. And coach of the Mavericks. There's Darren taking over, and they made the move. This trades into Dallas, where he is right now. And chance cascading down here.
Ja, Marko, to je bilo peklensko vzdušje v Madison Square Gardenu. Sinoči navijači so ves svoj gnev in razočaranje nad moštvom, ne samo letos, ampak zadnjih 10, 15, 20 let zlili na KP-ja. Zdaj je on dežurni krivec za vse. Mnogi mediji, ki jih ima v lasti lastnik New York Knicksov, so poskušali očrniti KP-ja na vse razne in mogoče načine. Spomnimo se, že ob menjavi so ga poskušali očrniti, mu potakniti neko povsem izmišljeno mi tu v navednicah zgodbo. Pri KP-ju se je izkazalo, da je pač ga neka sponzoruša, spet v navednicah, ga želela izkoristiti in ko je on prekinil kontakt z njo, ga je obtožila posilstva. Že na začetku je zgodba delovala zelo sumljivo, ampak na koncu se je izkazalo, da seveda ni nič od tega res. Mediji v New Yorku, pa kot sem dejal, so mu pa tudi to poskušali naprtiti in prikazali to zgodbo v povsem drugačni, neobjektivni luči. Pravzaprav direktno so lagali in zavajali in vse to je seveda kulminiralo v tem vzdušju, Marko. Res je, Matej, tukaj bi še nekaj omenil, kako se New York oziroma Knicksi, njegov lastnik in njegovo vodstvo poskušajo oprati odgovornosti za tako slabo sestavljeno moštvo. V nedeljo je lastnik Dolan naročil vodstvu, da naj operejo krivde za slabe rezultate na neki novinarski konferenci, ker so popljuvali trenerja. Zdaj pa jim je Porzingis hudo prišel prav, ko so lahko našli še enega, bi rekel, zunanjega sovražnika, proti kateremu lahko navijači usmerijo svojo pozornost, namesto da bi se ukvarjali z moštvom, ki je sestavljeno res porazno. Dallas pa jim je pomagal s tem, ko je še izgubil. Žal. Ja, Marko, zunanjega ali notranjega sovražnika, pravzaprav, tako kot si dejal, od trenerja do zdaj Porzingisa, vsi so krivci, samo ne tisti, ki so pa res krivci. Na prvem mestu seveda lastnik James Dolan. James Dolan, ki je vse, kar ima skupaj z samim moštvom in dvorano, podedoval od očeta. Oče je bil zelo uspešen magnat, nepremičninski magnat. Sin, ko je pa potem vse podedoval, v mlajših letih je bil znan bolj po popivanju in po ponočevanju v različnih manhattanskih klubih. Imel je različne bende, igral je v bendih, ker je povsem neuspešnih, ampak glede na to, da mu je očka dajal denar in ga živel, na veliki nogi je seveda živel, glede na to, da je bil sin milijarderja, je lahko si to privoščil. Potem, ko mu je pa oče zapustil celoten imperij, vse bogatstvo skupaj z Knicksi in televizijskimi postajami, nepremičninami v New Yorku, je pa začel svoje prste mešati v samo moštvo, vodenje moštva, vmešaval se je v košarkarske odločitve zadnjih 10-15 let in to je seveda glavni razlog za vse težave New York Knicksov. Zagotovo gre za najslabšega lastnika, oziroma enega izmed dveh, treh, verjetno ta lastnik Sunsov, Sarver mu konkurira, lastnik Sacramento Kingsov, Vivek Ranadive, tudi je nekje pogosto med temi najslabšimi lastniki, ampak to je nekje ta skupinica tistih res katastrofalno slabih lastnikov, ki so odgovorni za mizerijo teh treh moštev v zadnjih 10, 15, 20 letih. In res je zanimivo, da publika v New Yorku je še vedno tako naivna, po domače povedano, tako butasta, da nasede na to, kar jim prodaja vodstvo moštva, ne samo lastnik, tudi generalni direktor in predsednik, ki sta prav tako odgovorna za trenutno situacijo, še posebej predsednik moštva Mills je v Knicksih tam že zadnjih 7, 8, 9 let skoraj, da skupaj s Philom Jacksonom vse tiste neumnosti so že šle na njegov račun in po njem in pred njem. Skratka, ogromno napak. In ta Mills je tudi eden izmed glavnih krivcev, ampak navijači so pa žvižgali KP-ju, medtem ko so na tekmi imeli te glavne krivce in jaz sem tweetnul. Vsak navijač, ki žvižga Porzingisu, ki napada Porzingisa, ki mu buja, zmerja, karkoli in zraven tega ne počne lastniku oziroma generalnemu direktorju in predsedniku, si tako mizerijo, kot jo spremlja zadnjih 20 let, zasluži še celotno življenje. Zaslužijo si mizerijo in bedo, ki jo imajo. Ja, Matej, ampak se veš, kako je to z množicami, kako te potegne v žvižganje oziroma v karkoli. Če bi postavil enega navijača pred sabo, enega po enega, pa mu razloži situacijo, veš, da bi vsak bil pameten. Ampak enkrat, ko si v dvorani, ko je množica, ko začnejo vsi žvižgati, te to enostavno potegne. In tudi New York Knicksi si ne zaslužijo tako zagretih navijačev, ki plačujejo gromozanske cene za vstopnice za takšno moštvo, ki je posmeh vsem v ligi.
če bi New York Knicks igrali tudi proti vsakemu drugemu moštvu tako dobro kot proti Dallasu, bi verjetno pristali v končnici. Nek novinar je celo rekel, znan novinar ESPN-a, da je to za New York Knicks letos njihov Super Bowl. Super Bowl je finale ameriškega nogometa, najbolj gledan dogodek v ameriškem športu. Kar se pa New York Knicks tiče, je pa ravno ta tekma z Dallas Mavericksi in povratek Porzingisa bil njihov Super Bowl po eni strani zaradi tega, ker očitno proti Mavericksom odlično igrajo, precej bolje kot proti vsem drugim moštvom. In na drugi strani zato, ker bodo letos porazni, ker bodo letos slabi, ker so letos že bili slabi in porazni na vseh tekmah, razen, kot si že ti dejal, Marko, na tekmah z Mavericksi. Ja, Matej, če greva k tekmi in tako kot so igrali proti Knicksom obe tekmi in tudi zadnjih par tekem te sezone, lahko vidimo, da ekipa res ni tako zelo dobro sestavljena, kot so kazali začetni rezultati. Okoli Luke in Porzingisa je vodstvo Dallasa postavilo igralce, ki dejansko sodijo na klop. In to so igralci, ki nimajo neke konstantnosti. Recimo Seth Curry, ki je dober v metu za 3, zadnji 2 tekmi metal 0,8 v trojkah. Obe tekmi bi mogoče lahko zmagali, če bi metal 2,4 ali pa 3,7 recimo, tako kot njegovo povprečje v sezoni. Kaj ti misliš, Matej? Mislim, da si dal dobro izhodiščno točko. Pravzaprav o tem sva z Blažem ravno v zadnjem podcastu, kjer sva nekaj povzela začetek sezone govorila. Govorila so pa o tem tudi poleti, po vseh teh spremembah, poletnih premikih, menjavah. Namreč takrat sva rekla Brogdon, Dragić, Pat Beverly, rabili bi še enega od teh 3. Lahko bi več ali manj isto moštvo sestavili in pripeljali tudi enega od teh 3. Tudi Danny Green, ki je bil resna opcija v igri, bi prišel zelo prav. Rabijo še kakšnega strelca, ki lahko igra tudi obrambo in po možnosti tudi prevzame malce organizacije, je tista druga ball handling opcija, druga playmaking opcija poleg Luke. Seveda Brogdon ali Dragić bi bila idealna. Tudi Beverly je tukaj dober, predvsem zaradi njegove obrambe in catch and shoot trojk po sprejemu, takoj, ki jih zadeva. Danny Green je pa tisti 3&D, klasično 3&D krilo, 3&D branilec, dvojka, trojka. Lahko pokriva dvojke in trojke, odlično napadal pa tisto, kar je pomembno, zadane odprte trojke, to, kar pri Dallasu sedaj preprosto ne morejo narediti. Res, ena izmed največjih težav, največjih pomanjkljivosti je ta met za 3, ki si ga omenil. Seth Curry, zagotovo tukaj ne vemo, kaj se z njim dogaja. Predlani, eden izmed najbolj učinkovitih ostrostrelcev, ko govorimo o procentih, letos preprosto ne more zadevati, pa dobiva odlične mete, povsem odprte mete, pa ne zadane. Ampak ni on glavni in ni on edini problem. Moštvo ima ogromno problemov in ta tekma z New York Knicksi jih je zopet razkrila. Predvsem tisti poglaviten problem, osnovni problem je ta, Marko, da če 2-krat izgubiš proti New York Knicksom v prvih 10 tekmah, če 2-krat izgubiš proti New York Knicksom v enem tednu, v 6 dneh, jaz ne vem, če si ti playoff ekipa. No, Matej, res je, da so tukaj tudi takšne posebne okoliščine, kjer Knicksi res igrajo takšno obrambo na Luki, Porzingisu, ki jo ne vidimo nikjer drugje. Mogoče bi to nekako opravičilo Dallas, ampak vsaj doma bi jih lahko zmagali. Ne? Če bi imeli en poraz in eno zmago proti njim, bi bilo že vsaj lažje za prebaviti ta poraz. Dosti lažje. Ravno to je tista stvar, ki smo jo že pred začetkom sezone poudarjali. Mavericksi imajo na začetku sezone izjemno lahek razpored. Enega izmed najlažjih razporedov v ligi. Ta razpored se bo recimo januarja povsem spremenil. Januarja jih čakajo zaporedna gostovanja pri najboljših 5-6 moštvih lige, 2-3 tedenska gostovanja pri samih playoff moštvih, back-to-back tekme, torej 2 tekme v 2 večerih. Tako kot je bil zdaj lahek razpored na začetku sezone, bo potem januarja in kasneje težji. Zato so morali dobro začeti in morali zmagati tisto poglavitno pri taki ekipi, kot so Mavericksi, ki se borijo za tisto 8., 7. mesto na divjem zahodu, kjer bo 1, 2, ne bom niti rekel 3, ker mislim, da ravno to 1 ali 2 zmagi bosta na koncu odločali o play-offu, morda celo o 7. mestu ali pa 10. mestu. Res mislim, da bo tako tesno na zahodu, kjer bo 5-6 moštev ločilo
3, 4, niti ne 5 zmag. In v taki konferenci že 10 let govorimo o tem, kako je zahodna konferenca neprimerno močnejša od vzhodne, letos je pa verjetno najmočnejša v zgodovini. Tako da 2 poraza proti taki ekipi, to pomeni, da bojo morali 2-krat zmagati v Los Angelesu, pri Lakersih, morda 3-krat, še pri Clippersih, na najtežjih gostovanjih v Milwaukeeju. Poraz proti eni od najslabših ekip na gostovanju in doma bodo morali nadomestiti z zmagami na gostovanjih pri najboljših ekipah lige. Marko? Res imate, jaz mislim, da jih bodo te porazi še pošteno tepli, še posebej zato, ker bodo vsi njihovi konkurenti vsaj enkrat zmagali New York Knickse, ali pa tudi večkrat, recimo Phoenix, mogoče Sacramento, če se dvigne, Portland. Takšne ekipe bodo zmagali Knickse in takrat nam bo hudo žal za te poraze. Se strinjam, in če si pogledava konkretno sinočno tekmo, v osnovi na hitro v 2 stavkih lahko povemo, kaj je bil razlog za poraz. New York Knicksi so nadskakali Dallas Maverickse za 9 skokov, 53 proti 44, ob tem so pa še za 3 metali več kot 43%, na drugi strani Dallas Mavericksi samo 22%, s tem, da v prvem polčasu so bili 11% do zadnje minute ali 2, ko sta padli 2 trojki, celo 7%. Ogromno zgrešenih trojk. Eno stvar, ki jo tudi vedno ponavljamo in ki jo bomo verjetno še celotno sezono ponavljali, Luka podeli neprimerno več čudovitih podaj, povsem odprte mete pridela soigralcem, ki bi jih dobro moštvo moralo zadeti, ki bi jih dobri strelci, Seth Curry, ki si ga ti omenjal, pa tudi ostali morali zadevati. Če bi Lukovi soigralci po teh podajah zadevali tako, kot zadevajo recimo po primerljivih podajah soigralci drugih playmakerjev v drugih moštvih, potem bi Luka sedaj imel ne nekaj več kot 9 podaj na tekmo, temveč bi imel 12-13 podaj na tekmo in lahko vam postrežem s konkretnim podatkom, ki to potrjuje. Luka namreč na tekmo podeli 19 potencialnih podaj, njegovi soigralci pa po teh 19 potencialnih podajah izkoristijo 9 podaj. Za primerjavo, recimo Trae Young na tekmo podeli 15,8 potencialnih podaj, torej več kot 3 potencialne podaje manj, in njegovi soigralci prav tako kot pri Luki izkoristijo 9 podaj. Tudi James Harden nekaj več kot 15 potencialnih podaj, soigralci izkoristijo več kot 8. LeBron James 20 potencialnih podaj, 1 podajo potencialno več, vendar ima pa 2 pravi podaji več. Pri vseh je, ko gledamo potem odstotek izkoristka teh potencialnih podaj, neprimerno boljši kot pri Dallas Mavericksih oziroma pri Luki Dončiću, kar seveda pomeni, da imajo ta moštva, te playmakeri, te igralci, boljše soigralce. Luka, ko gledamo njegovo statistiko, učinkovitost v pick and rollih in v teh outlet passih odprtim strelcem, drive and kick recimo, igri ali pa pick and rollu, potem ko navleče obrambo, podaji na ven. Luka navleče nase obrambo, zgosti, nasprotnik zgosti obrambo pod obročem v vsakem primeru, ne glede na to, katero akcijo Luka igra. Ali igra izolacijo, ali igra pick and roll, ali igra tranzicijo. Luka je v tem trenutku eden najboljših, najbolj učinkovitih, najbolj prodornih igralcev lige, oziroma ne eden od, je verjetno najboljši, najbolj prodoren igralec lige v tem trenutku. Pa še podatki, ki konkretno potrjujejo to, kar govorim. Luka na tekmo izvede, tudi o tem smo nekaj že govorili, več kot 18, nekaj manj kot 19 prodorov, podobno kot Trae Young, DeMar DeRozan in James Harden. James Harden je prvi po prodorih, Luka je že od samega začetka sezone med prvo peterico ali prvo trojico ves čas, ampak on prodore, kar smo že povedali in kar je tudi ta tekma proti Knicksom pokazala, zaključuje z 68% uspešnostjo. James Harden za 57%, DeMar DeRozan 54%, Trae Young 53, Russell Westbrook 59, Donovan Mitchell 42, Kyrie Irving 49, Giannis Antetokounmpo, zver, pošast, sem že rekel, v prodorih, pod košem, pod obročem, prodore zaključuje 54%. Damian Lillard, eden izmed najboljših igralcev začetka sezone, 58%. Jimmy Butler 36% v prodorih. LeBron James, največja zver in pošast zadnjih 15-20 let, ko govorimo o tranziciji v prodorih, 53% v prodorih. Še enkrat,
Luka Dončić pri 19 prodorih 68%. Na tej tekmi z Nixi smo videli end one, jaz sem tweetnil med samo tekmo, trojke mu ne grejo, ampak end ones all night long, all game long, all night long. Koš plus še osebno nad njim, mislim, da so bile 2 ali 3 take akcije v prvem polčasu, pa še dosti več osebnih bi lahko nad njim piskali. Drugače kot z osebno ga Nixi v prodorih niso mogli zaustaviti. Tudi druga moštva, zadnjič Celticsi, vsa moštva pravzaprav. Luka je v tem trenutku, njegova kombinacija višine, moči, ball handlinga, ga je preprosto naredila za enega najbolj nezaustavljivih igralcev v prodorih lige. Govorimo seveda v NBA-ju, kjer so pravila malo drugačna kot v FIBA, več prostora, ampak kljub temu več prostora smo videli pri Nixih. Kaj so naredili v drugem polčasu? Zono so stisnili samo zaradi Luke, samo zaradi tega, da bi ustavili te prodore, ker preprosto, če je on seveda metu, se je končal s košem ali pa košem in še osebno. Če je podajal, potem so pa soigralci po vrsti grešili odprte mete. To je to, kar tudi zdaj govoriva in to je tisti ključni problem, eden od ključnih problemov na tej tekmi bil. Ampak, ko je on zaključoval, jih je ubijal in zato so stisnili zono. To je pa potem tudi Luki omogočil tisti ran 14 točk, 3 zaporednih trojk v 1 minuti, v 2 minutah, 14 točk v 2 minutah, pravzaprav na koncu tretje četrtine. Potem, ko so zono začeli igrati, žoga je malo lepš zakrožila po perimetru, Luka je dobil nekaj catch and shoot metov, torej nekaj metov takoj po sprejemu žoge, lahkih trojk, takih trojk, ki bi jih pa on seveda zadeva in ki jih zadeva za precej višjimi odstotki, kot zadeva težke step-backe iz 11-12 metrov, ki jih more pogosto metati, zato da malce odpre prostor, ker ga nihče drug od njegovih soigralcev ne odpira. Kar mi gre na živce in kar me moti, je to, da smo vsi pričakovali to, kar se zdaj dogaja. Ravno to, kar se dogaja, sva z Blažem napovedala takoj po teh menjavah. Da jim manjka še kakšen strelec, Delon Wright, ki so ga pripeljali, situacija na tej tekmi, ko mu je Luka podal za odprto korner trojko, kljub temu, da recimo relativno dobre odstotke ima letos, preprosto ne verjame v svoj met. On vrže 1 trojko, 1,2 trojki na tekmo, premalo meče, zato da bi nasprotniki spoštovali njegovo trojko in ne verjame v svoj met in na koncu tekme je dobil za odprto trojko, raje se odločil, da ne bo vrgel in oddriblal pod koš into traffic, v promet, v goščavo, v gost teh power forwardov od Nixov, krilnih centrov, ki jih imajo 10 v ekipi in ki so bili vsi v raketi. In seveda zgubil žogo oziroma potem so po sreči dobili žogo nazaj in zaključili tisti napad. Ampak ta napad se mi je zdel Lukov body language, pa daj že vrš, no, mislim, če si odprt. In tako reakcijo imam občutek, da ima Luka doskrat, seveda to ne more pokazati, da je razočaran tem odprtimi meti, ampak preprosto preveč je odvisno od njega. Jaz sem takoj na začetku tekme videl, da bo on dal tistih svojih plus 30 točk, bo on verjetno dal triple-double, ampak problem je v tem, da on bi mogel dati 45 točk, pa še triple-double, pa še več skokov, pa še več, podaj pa seveda ne more dobiti, če ne zadevajo odprtih metov. Ampak ti njegovi skoki in ti njegove točke jih pa krvavo rabijo. Glede na to, kako igra ekipa, bi mogel Luka zdaj ne biti samo eden od MVP kandidatov, ampak bi mogel imeti 40 točk, triple-double povprečje, zato da bi lahko to ekipo zdaj, ki smo jo gledali v zadnjih 3-4 tekmah, privlekel v playoff. Namreč izgubili so skok, pošteno izgubili skok. Luka je najboljši skakalec ekipe, s tem, da seveda je tudi najboljši playmaker, najboljši scorer. Vse more početi na izjemno visokem nivoju, more biti med najboljšimi skakalci lige, zato da so sploh konkurenčni. In to je tisto, kar ne more zdržati celo sezono, igro na takem nivoju, pod takim pritiskom nasprotnih obramb, ki se skoncentrirajo samo na njega. Ja, res je, Matej, in kljub temu, da je imel kar 13 prostih metov, bi jih lahko imel še več. Sodniki so Dallasu prisodili kar 31 prostih metov, New Yorku pa samo 11. Ampak to kaže na agresivno obrambo New Yorka in zelo mehko obrambo Dallasa, kar je bil problem tudi na prvi tekmi. In zdaj, če pustimo vnemar proste mete, se lahko zremo še na trojke. Res, da je metal Luka trojke samo 3-12, ampak 3 drugi igralci, 3 njegovi soigralci, ki mečejo dosti trojk, torej Porzingis, Curry in Hardaway. Kaj pa ne naredi, če Porzingis meče 1-5 za 3, Curry meče 0-4, Hardaway pa 2-7, kar je skoraj enak odstotek kot Luka, ki je metal 3-12. Skupno slabši odstotek kot Luka, ki je metal 3-12. Ja, tako, ja. Preprosto drugega mu ne preostane kot kakšna ta iracionalna trojka, pa da vidi, a sem tok vroč, a imam tisti večer, ko lahko
iz 11-12 metrov step backe rukam celo tekmo. In če je take tekma, potem morda lahko premagajo tudi Knickse. Ampak to so tekme, ki jih imajo tudi najboljši igralci, tudi step, tisto, da zadeva iz polovice, ni to vsaka tekma. Ima tudi step slabe tekme, manj uspešne, bolj uspešne. In enako pri Luki. Mislim, če bi Luka metel ves čas catch and shoot trojke iz kota, bi zagotovo bil 40%. Ko je zadeval une 3 trojke takrat, sicer sta bila tudi v tranziciji, ampak tista prva je bila catch and shoot, po sprejemu žoga zakroži, to je tisto, kar rabi videti eno žogo, da pade not, en lahek met, lahko trojko in potem nastavi roko, nastavi merilne naprave in lahko začnejo padati tudi te step backi. Ampak mora nekako priti v ritem in v ritem pa težko pride, zaradi tega, ker mora že na začetku štartajo vse tekme Mavericksi slabo, ves čas Carlisle menja peterke in morda je Carlisle tista zadnja tema, s katero bi lahko zaključila, namreč je eden izmed krivcev. Preveč menja peterke, preveč rotira, ne da igralcem niti priložnosti, da se ustalijo v določeni vlogi. Vsako tekmo druga peterka, vsako tekmo drugi igralci štartajo, eno tekmo en igralec igra ogromno, drugo tekmo nič ne igra. Na drugi strani se pa zdi, da Tim Hardaway Jr., ki je verjetno najslabši igralec Dallasa na začetku sezone, saj glede na to, da zasluži 19-18 milijonov, on pa iz enega razloga uživa neskončno zaupanje Carlisla. On je pa tisti, ki ima vedno 25-30 minut, vedno igra, ne glede na to, kaj naredi, bo igral na tekmi, bo igral naslednjo tekmo, bo igral v primerjavi z drugimi igralci, ki imajo pa dosti krajšo vrvico. Čeprav, seveda je treba povedati, da je mogoče to rotiranje, to iskanje nekih solucij tudi posledica tega, da ni bilo moštvo dovolj dobro sestavljeno, nimajo dovolj dobrega moštva za to, da se borijo za končnico, če nista Luka in Porzingis na All-NBA nivoju. In ker Porzingis zdaj na začetku sezone je daleč od All-NBA nivoja, ni tudi na All-Star nivoju, ima boljše, slabše tekme, sinočna je bila dobra. Če bi vsako tekmo tako igral, bilo dobro, čeprav tudi sinoči te njegove izolacije, meti z pol razdalje, preprosto nič ne zadane. Nič ne more zadeti v teh situacijah, pa ves čas igrajo te situacije, ker je na to bil navajen v New Yorku in se tako komod počuti, turnaround jumperji, ko meče čez obrambnega igralca, ker je višji seveda od vseh, ne padajo. Kristaps je letos 21% pri takih metih. In zato tudi Luka sedaj, ko igra na MVP nivoju, praktično povprečje 30 točk, pa še trojni dvojček, zelo, zelo blizu je temu ob zelo dobrih odstotkih. Omenjali smo že njegov true shooting, ima 61% true shooting to sezono. Tudi sinočno tekmo je bil 58% pri true shootingu. True shooting je skupni odstotek metov za 1, 2 in 3 točke. Če si nad 60, tako kot Luka 61, potem si edini igralec v zgodovini lige, ki dosega več kot 28 točk, več kot 10 skokov, več kot 9 podaj in ima 61% true shooting. Za primerjavo, Russell Westbrook je tako statistiko imel v svoji MVP sezoni, vendar njegov true shooting je bil manj kot 55%. Torej, za več kot 6% slabši od Luke, Luka 61% true shooting. Res, fenomenalno igra, vse so pomanjkljivosti, ne me narobe razumeti, Luka ne igra brez napak, dela napake, vsekakor ni popoln, ne me narobe razumeti, ampak tisto, kar je tukaj fascinantno in tukaj bom res zaključil, več kot 28 točk, več kot 10 skokov, več kot 9 podaj, odlični odstotki, pa govorimo, da lahko še napreduje. In dejansko lahko še napreduje. In to je tisto, kar, kot pravijo Američani, ko se pogovarjajo o Luki, kar je scary. Kar je strašljivo, potencial, ki ga ta fant lahko doseže, je res neizmeren. Da ga pa Dallas Mavericksi ne izkoristijo, tega potenciala, ki ga kaže na začetku sezone, kaže pa že spet na to sestavo ekipe, pa da se ne bom ponavljal. Marko, izvoli še tebi zadnja beseda. Ja, še s par številkami bi ti odgovoril na vse tisto, kar si povedal. Recimo, če pogledamo, kako New York zadeva trojke med sezono in kako jih zadeva proti Dallasu, to je nekaj neverjetnega. Dallas na sezono zadene približno 34% svojih trojk, v drugi tekmi jih je zadev proti New Yorku samo 22%. New York, ki zadeva s 36% natančnostjo trojke, pa prvi tekmi proti Mavericksom jih je zadev polovico, torej 50%, v drugi tekmi pa 43%. To je takšna diskrepanca, ki je verjetno ne bomo videli proti drugim ekipam. In še ena kratka replika na tisto,
Carlyleovo rotacijo, kot si omenil, 10 igralcev, ves čas jih menjuje, noben ne ve, ali bo štartov sklopi, ali bo štartov v prvi postavi, seveda razen Luke in Porzingisa. Tukaj se strinjam s tabo, da je to odraz sestave ekipe, kjer nima razen Luke in Porzingisa nobeden točno določene vloge, ne samo točno določene vloge, niti nima vloge štarterja ali pa rezerve. In tukaj Carlisle ne bi toliko kritiziral, zato ker ima kar težko delo najti vsako tekmo pravo kombinacijo igralcev okoli Luke in Porzingisa, ki jim bodo lahko dovolj podpore nudili za to, da bodo zmagali tekmo. In kot vidimo v zadnjih par tekmah, pri tem žal ni uspešen in enostavno ne more zadeti trojke na mesto igralcev. Tako da bomo še videli, kako bo šlo naprej, ampak zadnjih par tekem nas žal ne morejo pustiti prav optimistične. Bomo videli. Ja, to sezono Dallas Mavericksov bomo seveda spremljali podrobno o vseh težavah moštva na eni strani in genialnosti Luke na drugi strani bomo zagotovo govorili še veliko. Za tokrat se ti pa, Marko, res zahvaljujem, da si lahko vzel čas in se seveda slišiva v priliki zopet. Ja, hvala, da si me povabil še enkrat na podcast. Pozdravljam vse poslušalce in poslušalke in se mi zahvaljujem za poslušanje. Upam, da se slišimo ob še kakšni zmagi Dallasa. Nedvomno, tudi jaz to upam, Marko, ne dvomim v to, vsaj upam, da ne bova celo sezono snemala samo poraze, delala analize samo porazov, ker to seveda bo pomenilo, da sezona ni tako uspešna, kot si želimo, kot si želi Luka, in upam, da bo tako že naslednjič. Za tokrat se ti pa samo še enkrat zahvaljujem in ti želim lep pozdrav. Hvala tudi tebi, adijo. Ajde.